Na sebi sem že hotela spremeniti neke stvari, kakšne injekcije, operacije, lase in tako dalje, ampak še nikoli nisem nič naredila, zato ker pač sem zmeri, ja, kaj bojo pa drugi rekli, pa ne bom več tisti role model, kakor da sem. In ja, zaradi drugih pač, čeprav si še vedno to zelo želim, pač nisem, zato ker me je preveč strah, kaj bi si pač drugi mislili o meni. Ja, danes bom govorila o popolnoma drugačni temi in sicer zaradi očitnega razloga, ker vem, da bi slej ko prej nastalo ogromno vprašanj in ker sem temu že začela oziroma povedala svojo zgodbo na mojem blogu, link lahko vidiš tukaj in pa v infoboxu bo direktno odpeljalo tja. Sem se tukaj odločila pa upeljati drugo pot. Tam sem namreč povedala, zakaj sem se sploh to odločila, kakšna so lahko tveganja pri samem postopku, komu sem šla, kako je bilo, kaj si je vse skupaj pri meni psihično se dogajalo in pa lahko vidiš tudi podrobne slike med samim postopkom in pa before in after. Torej, za moj YouTube video sem se pa odločila spregovoriti o samem postopku. Torej, ja, govorimo o povečanju ustnic, če zdaj še ni očitno. 19.11. sem se sama odpeljala v Ljubljano in si šla povečati ustnice. Ker vem, da bo že vnaprej nekoliko vprašanj, ker zdaj povem, jaz sem šla v estetiko Nobilis pri dr. Nišaku, mi je sam dr. Nišak to naredil. Upam, da sem prav poudarila priimek. Ja, in sicer sem se odločila za hialuronsko kislino. Po letih raziskovanja sem se namreč odločila, da grem čim dlje od trajnostnih polnil, ker dejansko nikoli res nimaš zagotovila, kaj se s telesom dogaja, v telo vnašaš tujek, zna delovati zelo umetno in če se odločiš kadarkoli za korekturo, je praktično nemogoča. Tako sem se odločila za hialuronsko kislino, ki, kakor sem slišala drugje, traja nekje okoli 6 mesecev v najboljšem primeru. Jaz, ker imam hiperencime, to mi je povedal doktor, in sicer že pri tatuju se je videlo, ker tale srček je bil včasih poln. Imam torej hiperencime, ki nenormalno hitro razgrajujejo vse v mojem telesu, sem pričakovala, da bo polnilo zdržalo 4 mesece v najboljšem primeru, ker sem imela po sebi tudi zelo dobro kolegico, ki je šla k dvema priznanjima doktorjema v Sloveniji in je dobila polnilo, ki je trajalo samo 2 meseca. Torej, jaz sicer sem vedela, da zdravnik, kateremu grem, uporablja dosti bolj draga, dosti bolj kvalitetna polnila, sem pa vseeno imela ta strah, kaj če v meni trajalo samo 2 meseca. Ampak, če ste prebrali moj blog post, verjetno veste, da mi je bilo vredno probati, tako da sem šla. Torej, ja, uporabljala sem hialuronsko kislino, kislina, ki je v telesu naravna, ki dejansko pomaga obnavljati vse v telesu, ki pomaga pri opeklinah, pri ranah, pri vsemu temu. Je zelo naravna telesu in telo jo praktično posrka, ker jo zazna kakor del sebe. Ok, sem šla v Ljubljano in prve pol ure je sledil posvet. Na samem posvetu sva se z doktorjem pogovarjala o mojih željah, ocenil je, če sem sploh prava oseba za to. Pogovarjala sva se, kaj si dejansko želiva, ker je pa res, da doktor, kateremu sem šla, hvala Bogu, ima take želje kot jaz. Njegov cilj je ustvariti čim bolj naravno podobo. Moj največji strah je bil, da bom prišla ven s tistima 2 klobasama, ki jih zdaj povsod videvam, ker delujeta res zelo, zelo nenaravno. In po pogovoru z doktorjem sem, hvala Bogu, videla, da je to tudi njegov cilj, da gre čim dlje od tistega, ker hoče ohraniti neko naravno obliko in hoče ohraniti harmonijo obraza. Tako da midva sva se odločila, da na zunanje kotičke spodnje ustnice ne bova nič dala, bolj samo v center, kjer sem jaz imela že tako bolj poudarjeno, in pa v zgornjo ustnico bova, tako da jo ohranimo malo večjo, kot sem imela. Ok, o posvetu sem jaz pokazala tudi nekaj slik, ampak sem hitro ugotovila, da pri doktoru Nišaku to ne gre tako skozi. Ker slike, ki sem jaz kazala, sem po pogovoru videla, da so kar precej umetne in imajo nenormalno dosti polnila noter. Jaz sem pa vseeno hotela to naravno podobo. Hotela sem samo poudariti poteze, ki jih še imam. Tako sva se na koncu odločila za 1 ml in, kakor sem povedala, malo daljšo in polnejšo zgornjo ustnico in samo na sredini spodnje. Torej, tu je še moje naravno. Imam še naravne ustnice, če tako pomislite. Ok. Posvet je bilo praktično konc. Doktor mi je povedal, kaj so plusi, kaj naj pazim, kako naj celim oziroma kako naj nekako pazim na samo teklino po posegu oziroma storitvi.
In jaz sem poklicala Ano in Matjaža, ker pač na samem posvetu je res najboljše, da sta ena na ena zdravnikom, zato ker samemu doktorju boš ti dosti več povedala, če si sama noter, ko pa če je kdorkoli drugi, plus to je tista zaupnost med doktorjem in pacientom. Jaz sem povabila fotografinjo in Matjaža noter in se je poseg začel. Sedla sem se, jaz priznam, da sem skozi celotno storitev imela zaprte oči, ker sem se bala bolečine, kar v mojem primeru je ni bilo, oziroma dejanski vbod sem čutila samo enkrat, to na sredi, ja, zdaj sem raztegala, ne zgleda tako usta, to na sredi. In sicer še to, ker naj bi to bil najbolj občutljiv del. Preostalega sploh nisem čutila, zdravnik je res poskrbel, da sem predtem imela vse dezinficirano, da sem imela kontrolo, vmes bi se lahko pogledala, ampak pač se nisem hotela, ker sem hotela imeti to presenečenje do konca. In tudi vmes sem si malo hladila, če je videl, da me slučajno malo zaskeli, je začel z mano se miriti. Tudi vmes, kadar mi je tega mogel dati, mi je rekel, ok, zdaj vdihni. Med samim posegom je Matjažu ratalo precej slabo. Začel se mu je vrteti, skoraj je skup padel, ker je pač videl igla, kako gre noter. In tudi z njim je zdravnik probal se ful pomiriti. Vmes so bile tudi pomočnice, kar so od njega posedle, kar so rekli, da bo še vse ok. In posega je bilo konc praktično v 10-15 minutah, vse meni se je tako zdelo, raz 10 minut, ki ni šlo mimo. In na levi je bilo gledalo. Ok, jaz sem se zdaj že psihično 10 minut pripravljala na to, da ok, mogoče ne bo tako, kot sem si zaželela, mogoče je šlo kaj narobe, mogoče bo ful mala razlika. In se pogledam na levo in skoraj sem se zjokala. Sicer sem toliko odrasla in sem se lahko toliko zadržala, da nisem objela doktorja, kar priznam, da v tistem momentu sem ga hotela. Ampak meni so se uresničile sanje, ker strah, ki je bil pri meni največji, zraven tega, da imam hiperencime in da bo ta zadeva zginila že čez 2 meseca, je bil tudi ta, da bi izgledala zadeva zelo nenaravna. Kar sem se obrnila na levo, sem videla dejansko, da je moja podoba skoraj ista, kakor je bila, ampak izpopolnjena, če razumete. Dobesedno, izpopolnjena. Zato, ker sem še vedno imela tisto naravno obliko, svojo obliko, še vedno je delovala vse, kakor da sem se rodila taka, samo malo bolj polno je vse skupaj bilo. Tudi potem, ko sem šla na pot, mi je že zdravnik predtem rekel, da tisti dan ne bo najverjetno nobene tekline, zna pa biti v naslednjem dnevu 2 do 4 dni tudi kaj tekline. Ok. Jaz pridem domov, sem se že pripravljala. Naslednje 4 dni sem torej vse zradirala svojega planerja in s Matjažem, kar so prišla v Maribor, sva šla jaz v takosa in nekje na sredi moj strečem, se mi slučajno napihujejo ustnice. Ne, kje, to se ti samo zdi. Prijeva domov, sem se jaz rekla, ok, zbudila sem se nenormalno zgodaj, ker itak sem bila že vsa naspidirana, polna adrenalina, bom malo zaspala. In milo je pol ure in sem že mogla prvi nalgesin vzeti za vnetje. Kar namreč sem se pogledala v gledalo in moja usta so bila taka nekaka. V tistem momentu sem sama rekla, ok, očitno se pri meni celjenje začenja že zelo zgodaj. Drugo jutro sem pričakovala, da bom spet račka in sem res, kakor se je skenslala vse z plana in se pogledam v gledalo in moje ustnice so bile cool. Dejansko od tistega drugega dneva, torej od 20.11. nisem niti enkrat doživela, da bi se napihala, je bilo karkoli narobe. Vsega skupaj je pri meni celjenje trajalo mogoče tiste 2 urici popoldne, ko sem probala zaspati in to je bilo to. Nisem imela nekega težkega okrevanja ali pa nekih napihnjenih ustnic, sicer znam bi, da sem to samo jaz, tisti srečen primer. Sem pa slišala tudi od kolegic, ki so bile pri dr. Onišaku, da je to kar pogost pojav. Dejansko pri njemu ni toliko dolgo okrevanje. Torej ja, čez 2 dni sem šla tudi na pijačo z neki kolegi in kolegicam, ki niso vedeli, da sem karkoli si naredila. In sem jih direkt vprašala, a vidite, kako sprejemimo na meni? Njihov prvi komentar je bil, ja, zabrila si se. Ja, torej, to je bil zame še en ček, ker sem videla, da dejansko zadeva zgleda tako normalno, da 2 dni potem, ko sem jo pravila, noben skoraj ne more opaziti, kaj je drugače. Torej ja, moj največji strah, da bi zadeva delovala zelo nenaravno, preveč napihnjeno, je bil po nepotrebnem. Sicer je nastalo med tem časom nekaj slik, ker ne jaz, ne kolegica, ki si je to že opravila, v preteklosti nismo mogli verjeti, koliko dobro izgleda to polnilo. Pol je pa tukaj moj drugi strah, katerega pač bomo mogli videti, če bo temeljen ali ne, in sicer samo trajanje. Sicer me je nekako pomeril doktor, ker mi je povedal, da tudi njegova žena ima nekaj tazga in da pri njej so lih živene spolnila, kaj jih pravijo, to je tak doktor, edina, ki dejansko zdržijo.
Pokazal mi je tudi primer gospe, ki si je šla s tem polnilom zapolniti podočnjake oziroma gubice, oziroma kakorkoli bi se temu reklo, pač da se skriti podočnjake s hialuronsko kislino. In ki si je to naredila, pokazal mi je slike prej, potem in sem bila pač, ja, ok, impressed, cool, pač se to delate. In pa mi je povedal, da je ta potem slika 2 leti po sami storitvi. Tukaj sem bila pa jaz malo šok, kakor bi rekli, slang šok. Šok, ko sem zdaj carica, sem rekla šok. Ok, to me je že malo pomirilo. Najbolj od vsega me je pa pomirilo dejstvo, da mi je povedal zdravnik, da standardno njihova polnila trajajo okoli 8 mesecev, so primeri, kjer jim traja tudi leto pa neki in so primeri, kjer jim pol leta. Povprečno nekako po 8 mesecev. Jaz pa do zdaj sem slišala, da v najboljših primerih je pol leta, še posebej potem, kar sem slišala pri kolegici, ki je šla k 2 drugima zdravnikoma in dejansko sta je naredila tako, da je že po 2 mesecih izgubilo se vse. To je moja zgodba, ker sem vedela, bi slej ko prej dobila vprašanje, če ne drugega, zaradi tega, ker s temno šminko je to zelo opazno. Zato sem vas hotela že vnaprej opozoriti, ker pač je jesen in bom večinoma nosila temne šminke. Hkrati sem želela opozoriti tudi na to, da se splača počakati, se splača ne iti trajno dajati, ampak malo več vložiti v sebe, ker konec koncev jih to delate, vlagate v sebe, v svoje zdravje in v svoj izgled. Tako da ja, jaz grem zdaj ven, zato ker hočem te ustnice okazati vsem, ker sem zdaj skrivala. Upam, da mi je bil ta video všeč, da mi je mogoče pomagal pri svoji odločitvi. Hočem se zahvaliti estetiki Nobilis, ker mi je dovolila, da sem snemala, slikala in vse skupaj, ker če vam povem iskreno, pri tistih 2 drugih zdravnikih, kamor je šla kolegica, sem slišala, da se selfija ne sme narediti v ordinaciji. Pač, if you ask me, what are you trying to hide? Ok. To bo za ta video vse, če ti je bil všeč, prosim klikni všeč mi je, ne se pozabiti naročiti in se vidimo drugič. Čau, čau! A ja, pa ne pozabiti pogledati objave, kjer lahko vidiš slike prej potem, slike med postopkom, pa še celotno zgodbo in kakšna so lahko tveganja pri trajnih polnilih.